Dobro jutro. Zdaj je ura 6 zjutraj in takole se Viktorija zbuja. It was years ago, but how can I forget? We were 16. Tole je ta slavni hindujski tempelj, ki je v bistvu pač ob sončku ful lepši. Tamle je tržnica. Takole pa zdaj mi gremo skozi center. Malo krog, ker v bistvu so samo enosmerne ulice tukaj pri nas. Tako da v bistvu moraš se malo znajditi oziroma moraš malo vedeti poti, sploh če prvič voziš, je kar zanimivo. Tako da ja. Viktorija je v bistvu zelo majčkeno mesto, v bistvu celotna populacija Sejšelov ima v bistvu samo okoli 100,000 prebivalcev. In ja, še ena zanimivost, to je eden izmed edinih semaforjev, ki jih imamo. No in sedaj je tale Clock Tower, pač darilo iz Londona. Ja, mi smo zelo dolgo časa pod britansko vlado, ampak Sejšeli so že dolgo samostojni, od leta 76, če se ne motim. To je naša takšna hitra cesta in kot vidite ob 6 zjutraj dejansko še sploh ni nobenega na cesti. Čez 1 uro bo pa to čisto drugačna zgodba in takrat pa če soberem bližnjice. Definitivno ne grem skozi ta del, ker je res gužva. Tu na levi strani imamo naš super center, tako bi rekel prinašle kot Interspar, v glavnem Intercity, se ne vem, kako se reče poslano. Kaj imamo? City Center. Oh moj god. Ja, City Center, evo. Tukaj imamo mednarodno šolo, kam hodi moj sinko. To je vse še mednarodna šola. Tamle med drevesi je potem moj studio. Spet je ponovno en običajen dan in takole ga začenjam. Zdajle grem v svoj studio in potem si bom naredila eno kavico in grem gor na streho. Imam še 30 minut časa pred mojo prvo stranko. Najprej bom se malo preluftala, si naredim kavico. Imam cel bar kafe. In in pa začnemo mi svoj delovni dan. Tili so malo preveliki, jih moram malo raztrgati. Grejo pa vsa not v tale coffee maker. Naša voda iz pipe je pitna, ampak tale ima ful čuden okus. Tako da si jaz prinesem bolj svojo vodo od doma ali pa si pač kupim tle. Doma je pa okej izpod pipe, ampak vseeno je kar dosti tretirana s klorom, tako da izpol ponavadi kar si kupimo vodo iz naših izvirov, iz hribov. Evo, tole zdaj mi čakamo, da se bo lepo naredila kavica in grem pa za 10 minut gor na streho, bom pokazala, kakor razgled imamo. Tole imam pa bolj pripravljene rutine za moje stranke za danes. Pač vedno si pripravim čez cel teden svoje delo in pa seveda kot nek log, v bistvu nek zapiske rabim, ker pač z vsakim treningom seveda napredujejo in tako da to imam za danes, imam še eno stranko, potem pa skupinsko vajo.
Pa smo na strehi. Čez gled. Na hribe. Tako lepo. Tamle se pa že tržnica prebuja. Tako da... In takole včasih, ko sedim na strehi, pa seveda razmišljam o svojem življenju, se malo umirim, si začrtam svoj dan, če si ga seveda zjutraj še nisem. In ja, dejansko živim vsak dan posebej. Vsak dan poiščem neko zrno, vesele spodbude, zjutraj si rečem, kaj je tisto, kar me bo danes zares razveselilo. In potem se lotim dneva in ne sprašujem se, kako bo jutri. Grem skozi dan, poiščem tiste dobre in lepe stvari, seveda tudi zaokrožim tiste, ki so malo manj lepše in potem se seveda nekaj naučim tudi iz tega. Takole začnemo z glasbo. Tule imam tudi ful fajn, ko imamo plank, so moje stranke, ko pač držijo, niso vse še prišle na vrsto, ker naredim pač ta plank hold challenge enkrat na 2 do 3 tedne, tako da pač pravim, da držanje deske je eden izmed najboljših načinov, kako v bistvu preveriš pri strankah, ali so začetniki ali niso začetniki. In v bistvu pol se jim ful dopade, če naslednjič držijo desko malo dlje in vedno držijo desko dlje. Tako da dlje. Ja, tako da pač priporočam držanje deske za stranke, če ste osebni trenerji, ker to tudi pokaže kao njihov fitness nivo. In tudi ful hitro napredujejo, kar je vedno vsem ful všeč. In sedaj se peljem v fitness iz mojega studia, so približno 10 minut stran, se vidimo tam. Where do we go from? Where do we go from here? No one can save us from keeping clear. I don't wanna lose you, I don't wanna lose you now. 'Cause there is only one thing on my mind. Hey, 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 I just wanna see you on my new grave. Hey, 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 I just wanna see you on my new grave before you turn around and walk away. Hey, 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 I just wanna see you on my new grave. I can do my own thing. I can do my Smo na del, šla sem na policijsko postajo, da v bistvu mi vzamejo prstne odtise za pač prijavo za rezidentstvo tukaj na Seychelih. Tako da ja, zdaj hodim po nekih skritih ulicah v Viktoriji in je ful zanimivo. To je ful težko dobiti parkirišče, je vse polno. Ampak ok. Da vas malo updatam, v bistvu zdaj se bom jaz prijavila za pač stalno rezidentstvo tukaj na Seychelih.
kar pomeni, da ne bom rabila več delovne vize za delo. Trenutno sem še vedno na delovni vizi, kljub temu, da sem poročena. Vseeno moramo tujci biti na delovni vizi vsaj 5 let. Moraš biti poročen in potem še lahko zaprosiš. In to je kar dolg proces. Rabiš veliko dokumentov in eden izmed njih je tudi ta policijski certifikat, da dejansko nisem bila nič kaznovana, obsojena, kakorkoli pač tle na Sejšelih. In sam ta dokument mi še manjka, moram po njega iti nazaj v petek in potem se prijaviš za stalno rezidentstvo, pač vse te dokumente pač spraviš skupaj in oddaš na imigracije in potem je spet treba iti na intervju. To te pokličejo na intervju z možem. Mislim, takšen dolg postopek imajo tudi za vsako stvar. Na Sejšelih sem že 8 let in šla smo skozi ta intervju z možem že preden smo se poročila in zdaj ponovno še en ta intervju in potem čakaš do 3 mesecev, da ti dejansko odobrijo. Kaj pa to pomeni za mene kot tujko? To samo pomeni, da ne rabim delati na delovno vizo. Ne pomeni pa nič drugega. Se pravi, nimam ne socialnega varstva, ne zdravstvenega varstva, niti ne morem plačevati si za pokojnino. Tako da dejansko pa niti voliti ne morem, pač nisi državljan, si v bistvu samo stalni prebivalec in ja. Kar je pa seveda tudi, je ok, ampak ni ok, ampak mislim, da je predsednik zdaj nekaj omenil, da bojo spremenili malo režim za tujce, ki dejansko so poročeni in že imajo tudi družino oziroma otroke z pač sejšelskim državljanom, državljanko. In bo pač sprememba kmalu, ampak zaenkrat je to tako. Zdaj, kot tujec, tujka nimaš praktično nobenih pravic tle, niti bonitet, nič. Tako da, v bistvu ni vse tako rožnato, kot si ljudje predstavljajo, če živiš v tujini, kot tujec in ti je vse poslano z rožicami in si, wow, full fine, si na tropskem otoku. Ne, tukaj so dejansko zelo stroge zadeve in Sejšeli niso kar ena banana republika, so v bistvu zelo na nivoju. Kako bi rekla, nekakšen miks med azijsko državo in miks med evropsko državo. Se pravi, res strogi pogoji za vse skupaj, ampak mentaliteta je pa še vedno tako bolj počasna, kar se tiče pač počasna v smislu relaxed, sproščujoča, azijska, počasni ritem življenja v tem smislu, da ne bom slučajno koga užalila. Tako da ja. So you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head, and I will taste every note, feel so good when you're in my head. And you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head, and I will taste every note, feel so good when you're in my head, and it's the road. Moja jutranja rutina je zelo preprosta. Najprej si umijem obraz z navadno vodo, zjutraj ne uporabljam nobenega čistilnega gela. No in potem po umivanju zob nadaljujem svojo Herbalife Skin kozmetiko. Najprej seveda uporabim tonik, ta je izdelan iz zeliščnih snovi in zagotavlja koži hidracijo in koža pa porabi čista in osvežena. Obogaten je z aloe vero in zelo diši po mandarinah.
Potem nadaljujem z svojim serumom, ki seveda zmanjša pojavnost teh mini gubic. In ta serum si jaz seveda potem porazdelim po celem obrazu. Nadaljujem z gelom za okoli oči. Ta gel je fantastičen, saj zmanjša zabuhlost okoli oči in seveda podočnjake, če jih imate, potem zmanjša tudi gubice. Pred časom sem pa ugotovila en super trik, če imate gubice okoli ust, seveda uporabite ta gel tudi okoli predel ust. No in seveda potem nadaljujem svojo normalno kremo, ki si jo dam tudi po vratu, nikar ne pozabimo na vrat. Seveda tudi malo naredim masaže obraza in masaž tudi ramen in dekolteja. Ja, seveda, deodorant je potreben. Včasih si ga naredim sama iz kokosovega olja in sodo bikarbono. No in potem si naredim mini make-up. Za make-up jaz ne uporabljam veliko. Uporabim samo ta puder, ki si ga potem nanesem po celem obrazu. Potem si malo zabrišem podočnjake in mogoče kakšne nepravilnosti, če imam kakšen mozoček, da si ga malo skrijem. In potem si dejansko še izoblikujem obrvi in nanesem malo rdečila, da me malo poživi. In dejansko je to to. Če pa seveda grem na trening oziroma ven v javnost, potem pa si tudi naredim malo senčila in maskare in podobno. No in potem se začne nega od znotraj. Trenutno uporabljam nekaj dodatkov k prehrani, ker sem veganka, rabim B12. Potem si vzamem multivitamine od Herbalife kolekcije. To so multivitamini, ki so narejeni posebej za ženske. Tretja stvar, ki jo vzamem, je veganski kolagen. Ta ni čisto pravi kolagen, ampak spodbuja proizvodnjo naravnega kolagena v telesu. In potem vzamem še probiotike. Vse to so veganski nadomestki vitaminov, mineralov in vse, kar seveda potrebujem za zdravje v maksimalnem smislu. No in potem vzamem tudi še tale Super Greens prašek, ki je res fantastičen in ga kombiniram z različnimi stvarmi. Dodam si še aloe vero od Herbalifea, včasih si še stisnem sok naravne limone. In to je to. To je moj jutranji napitek, poln mineralov, vitaminov in vse, kar dejansko potrebujem za popolno jutranjo rutino. No, in moja jutranja rutina se v bistvu tukaj še ne konča. Se v bistvu šele začenja. Dejansko, ko pač pijem moj zeleni napitek, oziroma karkoli drugega, tudi voda z limono, voda samo z aloe vero, voda s čajkom in aloe vero, tako naprej. Pravim pač različne stvari imam zjutraj za spiti, pač to, kako se pač počutim, ker meni je to zelo pomembno. Ampak vedno, nema veze, kaj si jaz dam noter, vedno je pred karkoli, pred čemerkolim drugim, jaz vedno spijem pač tale velik kozarec tekočine. Ja? Rotiram dnevno. Okay. In naslednja stvar je, imam tale dnevnik, v katerem pač si pišem določene stvari in to se mi zdi v bistvu zelo pomembno, da si nekako zastavim celoten dan. Idealno še preden se zgodi karkoli drugega, še preden pogledam telefon
in tako naprej, ker se veste, kak je, ko pogledaš telefon, se vedno v bistvu nekako zmedeš, dobiš informacije iz sveta, iz svojega socialnega omrežja in v glavnem te res ful hitro posrka in to ti lahko potem ustvari celoten tok dneva. Ta način, ki ga imam pa jaz, sem ga odkrila nekaj časa nazaj, pa v bistvu ti pokaže pot oziroma je nekakšen načrt za celoten dan. V glavnem pač si napišem, začnem z najlepšimi trenutki prejšnjega dne, ki jih imenujem kot highlights oziroma pač najlepši trenutki oziroma 3 najlepše oziroma najbolj pozitivne trenutke, ki so se mi zgodili v prejšnjem dnevu. Lahko so čisto mečkani, lahko so pač karkoli, v glavnem to, kar je vam pomembno. Potem si napišem, kaj je potrebno narediti za danes, tako da se pač ta stvar vrže ven iz moje glave. Potem tretja stvar so moji cilji, mogoče za današnji dan, cilji za teden, cilji za mesec in cilji za celo leto, ker če jih imamo samo v glavi, to ni dovolj. Treba je dati vse stvari ven na papir in večkrat, kot vidiš določeno stvar, večkrat, kot si jo zapišeš, bliže je tebi, bliže je tvoji realnosti in dejansko res moraš verjeti v svoje cilje, moraš si jih želeti, moraš si predstavljati, da si dobesedno že tam. Ne vem, če si želiš ustvariti določeno življenje oziroma če želiš privabiti določeno službo, mogoče določeno situacijo, mogoče določeno osebo v svoje življenje. Skrivnost je v tem, da si dejansko že predstavljaš, kako si s to osebo oziroma pač z osebo, ki jo imaš v mislih, ki je tvoj idealni partner mogoče, pa tvoja idealna služba in se tudi tako obnašaš. Kot da že imaš to službo, kot da že imaš takšnega partnerja ob sebi in da si že na lokaciji, na kateri želiš biti. In to je v bistvu zelo pomemben trik, kako priti do tega. No in potem četrta stvar je pa stvar hvaležnosti. Mislim, da ne smemo pozabiti na vse majhne stvari, ki jih že imamo v življenju in za katere smo dejansko res lahko hvaležni. Pa ni to samo materialne dobrine, ampak vse, tudi ljudje, kako se ti počutiš. Že dosti je to, da smo recimo zdravi, da lahko hodimo, da smo svobodni, da lahko govorimo, pišemo, se izražamo. Že to je v bistvu tista zelo, zelo pomembna stvar. Takšne malenkosti mislim, da so zelo pomembne. Res pa je tudi, da ni dovolj, da samo rečeš, sem hvaležna, da živim na Sejšelih, recimo v mojem primeru sem že hvaležna, da imam službo, ki sem si jo vedno želela, da sem samostojna in tako dalje, ampak ne. Fajn je, da greš rečemo v globino, ne vem, da pač mogoče, sem hvaležna, da živim na Sejšelih, sem hvaležna, da se vsak dan zbudim ob pogledu na morje, pogled na morje me pomirja, mi daje to širino obzorja, hvaležna sem, da vidim to čudovito, lepo, modro barvo, mislim, tako poetično greš lepo noter in v bistvu, kaj ti to, kakšen občutek ti to daje. V glavnem pač zelo pomembno je, da občutiš to hvaležnost. Potem tudi mogoče, da si hvaležen za določene trenutke, ki so se ti zgodili v življenju in zaradi teh trenutkov potem si zrasel oziroma iz te situacije si zrasel ali pa si srečal določene ljudi, ki so ti v bistvu zelo pomembni in iz tega se je potem izpeljalo zelo veliko, mogoče poslovna priložnost. Spoznal si nove prijatelje, to je tudi zelo pomembno. V glavnem, napišite to, kar imate na duši. To je en način pisanja, to ti bo mogoče vzelo recimo, 10 minut vsak dan in mislim, da vsak si lahko rezervira 10 minut.
Ena stvar, ki sem jo tudi počela že nekaj časa nazaj, kar dolgo časa nazaj, ko sem še bila v Mehiki, sem pa v bistvu pisala jutranje strani. Jutranje strani so majčkeno drugačne, v bistvu si vzameš zvezek, lahko imaš velik zvezek, mali zvezek, kakorkoli. V glavnem pravilo je, da napišeš 3 polne strani, če je mali, mogoče lahko malo več. V te jutranje strani pač napišeš vse, kar ti pade na pamet. To ni kot dnevnik, ampak samo, da vržeš ta balast ven, ki se ti je mogoče nabral in se ga znebiš. Ne vem, recimo, zdaj sem tukaj na balkonu, pijem svoj zeleni napitek in snemam svoj jutranji vlog oziroma nedeljski vlog, karkoli, ali pa včeraj, ne vem, se je zgodilo to pa to in to mi ni bilo všeč, v glavnem pač daš vse ven, ni treba, da je dejansko, ni treba sploh, da ima smisel. Glavnem, namen tega je, da se izprazniš. Izprazniš svoj in greš potem v nov dan. Ja, poskusite, 30 dni, ampak meni pač ta način sedaj bolj ustreza, da si napišem pač svoje highlighte, pač kar je potrebno narediti za danes, svoje cilje, kratkoročne in dolgoročne in pa seveda hvaležnost. Tako da, to je del moje jutranje rutine in potem dejansko se vse skupaj začne z mojim malim, kaj treba pač pripraviti za šolo in potem seveda samo sebe spravim v svoj studio in to je to. Kakšna je pa vaša jutranja rutina? Mene zanima, ker to v bistvu te stvari so čisto individualne za vsakega posameznika in čisto vsaka jutranja rutina je prava, če jo le imaš. Tako da nekateri se pa zbudijo, spijajo kavico, mogoče pogledajo poročila, ampak jutranja rutina mora biti tudi nekaj takšnega, da ti da nekaj nazaj oziroma da ti začrta tvoj dan v čim bolj pozitivnem in lepem smislu. To je moja rutina. Kakšna je pa vaša? Evo, za malega grejem mlekeca, za mene pa kavico v teli Polkadot džeznici od Ema. Kdo pogreša? Ne bom zdaj to tako rekla. Verjetno v Sloveniji ne pogrešate kave iz džezve, ampak ja, to je malo v tujini, sploh za tiste, ki živite v tujini, je pa res malo drugače. Vem, da si moja kolegica Irena v bistvu zelo želi kave iz džezve, tako da Irena, tole je za tebe. Irenin svet, če še ne poznate njenega vloga in življenja v Avstraliji, zelo priporočam. Oba dva z Luko sta fantastična in res z veseljem pogledam njene vloge in vem, da je enkrat omenila, kako si želi pač piti kavico iz džezve, tako da Irena danes kuham kavico za tebe, evo. Tako da ja, sicer ni bar kafe, ampak dobro. Vsaj neki domačnosti pa jaz tem. Tako da ja. Da se je pa tropska nevihta začela. Je? A je Maurica? No in tako da se je lepo majčkeno ulilo. Pa hlejo Maurico. Hlejo lepotko. Wow, super. Mali bomo pa cornflakes. Tako najprej boš jedel, ne? Ja. Jaz sem si včasih doma cornflakes pa čokolino skupaj mešala. Zdaj tle nimam čokolina in ne vem, če kdo od vas jede tudi to kombinacijo, oziroma če vam je všeč, meni je bila vedno ful dobra. Tako da moj mali ima pa rad to. Evo takole zdaj kavico.
itak se raztrosim zraven. Tale je kar močna. Diši. Puška kava. In že konc dežja. Zdaj bo pa ful vroče. Ker vedno, ko dežuje in je pol sonce, itak se vlaga ful poveča, ker pač se izpari. Naprej bo zračje. In je res pa taka sopara tle pri nas. Tako da vsi tisti, ki pridete na Sešele, ne se ustrašiti naše vročine, naše vlage. Ker tudi, če pomigneš s prstom, dejansko se potiš. Tako da ne rabite nobenih dolgih rokavov, dolgih hlač, nobenih jopc, ničesar. Pač, imeli boste tisti verjetno, kaj imate na letalu, drugače pa celotno leto sploh ni mrzlo. Zdaj mi stopamo sicer z junijem, julijem, avgustom, mi imamo tropsko zimo. Ja, to se mi vsi v Sloveniji smejijo, ko rečem, da imamo tropsko zimo. Ja, ampak je res. Mi imamo tropsko zimo. Kaj to pomeni? Bolj vetrovno, temperature se shladijo, majčkeno tako na 22 stopinj po noč, čez dan pol 25. Temperatura vode se iz 31 stopinj zniža na okoli 24, kar je seveda za nas Slovence, ki smo navajeni hrvaškega in slovenskega morja, čist super in čist okej. Za mene moram priznati, da je malo hladno in malo cvikam na začetku, ko grem v vodo, ampak se navadiš. V glavnem pač to imamo to mi tropsko zimo, ko mogoče za nekatere ful paše, mogoče nekateri in to ful paše. Potem je pa spet majčkeno deževne dobe, tam okoli septembra. Avgusta in septembra imamo mogoče malo več dežja. Najlepše obdobje se pa potem spet začne, mi že spet dol teče vse. Najlepše obdobje se pa potem spet začne oktobra, novembra in potem sredini novembra, konec novembra ponovno vstopamo v deževno dobo, ki pa se konča konec februarja ponovno in potem marec, april, maj je res tisto ful lepo obdobje spet za obisk Sešelov. Ampak, kako bi rekla, Sešeli so dejansko primerni za obisk skozi celotno leto. Mogoče sam ne bi priporočala januarja, ker januarja je pa res tisti višek deževne dobe, ko pa, če imate smolo in ste tukaj 10 dni, en teden in res dežuje pol, lahko cel teden skupaj in je ni glih fajn, no. Da greš na tako drago destinacijo, pa imaš dež in imaš sivino in sploh te plaže in morje ne pridejo do izraza in marca, aprila je v bistvu zelo vroče. Najlepši del je pa oktober in začetek novembra. Ampak ja, vem, sploh tiste, ki imate otroka, je tako malo težje. Ampak ja, je vseeno lepo. Evo, zdaj pa ena kavica. Irena in Luka. Kavica iz že za vaju v Avstralijo. A je dobro? Ja. Zelo dobro. Ja. No in dejansko preden mi gremo na plažo oziroma pa se odpravljamo, pa moram pokazati svojo novo kolekcijo kopalk. Je res ogromno. Ampak, ja, ker pač seveda tudi snemam svoje videe in pač bikini beach body je trenutno zelo in tudi nameravam snemati na plažah, je definitivno full fajn tudi, da posnameš kak video v kopalkah in za ta namen sem jih pač seveda tudi kupila in zelo veliko, ampak... Turn it around.
In zbrala sem si rdeče kopalke, tako da mislim, da so ok. Glede na to, da imam ta rdeč trak in čist cool. Luškane, no. Tako da gremo slikati. Gledamo slovenski program RTV Slovenija. Na Sešelih, ja. Lija, gremo na plažo? Tak je to, ja. Treba malo uživati. Pa bomo pa pospravljali stanovanje, ko prijemo domov. Kjer ima uživati. Evo, smo prispeli na našo mini plažico. Čipajot se imenuje v bistvu. Ampak vidim, da je trenutno high tide, pravi klima. Vseeno. Tole je ena izmed boljših plaž za otroke, ampak danes očitno so zelo visoki valovi, kar tudi pomeni, da se monsun približuje in ponavadi je dejansko ta plaža zelo mirna, zelo primerna za otroke, za tiste, ki tudi radi chillate. Ampak je ena izmed super plažic tudi za slikati. Prav idilično, ja, in imamo tudi to sence. Tako da ja, imenuje se pa Čipajot. Tukaj naprej pa bo valo, tako da boste malo vedeli za orientacijo. Tako da za tiste, ko ne veste, direkt pod kokosovo palmo ne počivati. Tako da ni fajn, če vam tale težek kokos z takšne višine pade na glavo, tako da je treba biti malo previden. Ker v bistvu sploh tisti, ki prvič potujete v tropske kraje, ja, tega tudi jaz nisem vedela, moram priznati, ko sem šla pač dolgo leta nazaj na Šrilanko in sem rekla, wow, bomo ležali pod kokosovo palmo in ja, me je skoraj ubilo. Me je kokos skoraj ubil. Tako da ja, pač veliko ljudi tega ne ve, sploh tisti, ki pač potujejo prvič v tropske kraje, na tropske otoke in potem jih vidim, ležijo direkt pod takšno palmo in ja, ker sem pač dobra duša, tudi včasih komu povem, da ni glih fajn direkt ležati. Tudi pod temlem drevesom, se pravi, to je mandel, tudi pod tem drevesom ni luškan ležati. Ampak tale je že suh, se pravi, v bistvu ni sezone trenutno za mandle, ampak tole je pač divji mandel in znotraj je dejansko mandel. Ampak tole je zelo lahko. Ampak vseeno, če ti pač pade na glavo, tako učko, ni glih fajn. Ampak v redu, no, za tole se ne bomo mogli sekirati, za tista velik kokos pa ja. Tako da.
they can come like this. And it has a finger. Yeah. And you don't And the body of thing. Very good. Mommy. Takole izgledajo naše trgovince. V bistvu tale je še zelo super. Zunaj. Ta je edina odprta še. Evo, zdajle čakamo. Mojega je šel v trgovino iskati par snackov, ker dobimo obisk. Pride svakinja od mojega in z bratranci, sestričnim bratrancem, malo na obisk, tako da ja, bomo imeli malo chill outa na našem balkonu. Zdaj je ura 2 popoldne, tako da edino, kar moram narediti zdaj, hitro si domov iti glavo oprati. Nekaj bomo pojedli, pa bomo hitrico, če mi bo ratalo, pospraviti malo stanovanje. Pa to ni tako hudo. Tako da imam še 2 uri in pol. Ne, 1 uro pa pol. Ojoj, to mi ne bo vse ratalo. Ampak okej. No in na tej točki se jaz poslavljam z današnjim vlogom. Najlepša hvala, da ste bili z mano. Upam, da se boste naročili na moj kanal in se vidimo naslednjič. Pa, pa! Where do we go from? Where do we go from here? No one can save us from keeping clear.